Pozdravljeni v velikem soočenju dveh kandidatov za župana Radia 1. Pod številko 1 Miha Deželak. Miha Deželak za boljši včeraj. Miha obljublja, da bo pošten in delaven. Svojim volivcem pa nudi tudi tečaj ekstremnega gobarjenja. Miha Deželak, stran z mrčesom. Pod številko 2 pa mlada kriv Denis Avdić šovu Anja Ramšak. Anja Ramšak nalije vam čistega vina. Anja obljublja, da bo poštena in delovna. Svoje volivce pa prepričuje z namero, da bo uvedla veto na nogomet. Pozdravljeni, moje ime je Anja Ramšak. Smrdi, kako smrdi? Z vami kandidata Ramšak in Deželak ter voditelj soočenja Denis Avdić. Naj se tvoja najljubša, nocoj nezares jutranja zabava začne zdaj. Radio 1 malce v zadregi predstavlja lokalni junak proti junakinji z lokala. Lokalne volitve za župana Radia 1. Dober večer. Dober večer v mojem Pozdravljeni imenu. v prvem in edinem tradicionalnem soočenju kandidatov za župana Radia 1. Poleg predstavitve svojih stališč sta kandidata svojo zavezanost županovanju morala dokazati tudi z dejanji, tako da bi do konca soočenja v bistvu spoznali tudi njuna partnerja v kopalkah. Miha bi moral pripeljati ženo ta večer, Anja pa svojo mačko, ker to je tvoj edini partner, za katerega mi vemo. In ko sta to zvedla danes zjutraj, se je končalo takole. Ja, jaz definitivno ne bom živali zlorabljala kakršne koli politične namene. Podpiram, jaz ne morem, vem, poznam svojo ženo tako dobro, da vem, da ni šans, da sodeluje na tak način, tako da... Pravila so taka. Kaj ti pol? Ja, pol edino, če odstopam, pa prepustim zmago. Torej, ker sta tukaj, predvidevam, da sta vseeno popustila. Ne. Absolutno ne, obrnila sva se na višjo inštanco. Govori Gargamel. Tole je bil test dostojanstva, dobro ste ga opravila. Nista me razočarali. Nagrada 10 evrov dobita pri plači v novembru. Super. To v redu? Super, hvala lepa, odlično. Gargamel. Kaj pa jaz? Hvala. Ja, Jaz bi tudi lahko kaj dobil lahko se po svoje znajdeš. pri plači. Gremo naprej. Ok, pejmo naprej. Kandidata bomo najprej poprašali o dokazilih o njunem premoženju. Tako da vaju prosim, če mi lahko izročita svoji bančni kartici. Ja, veš, kaj greš na bankomat, pa dvigneš, imaš eno kartico. Mata? Izvoli. Anja? Hvala lepa, to je tvoja bančna kartica, super. Izvoli. Bom dal, ker sem. Miha, to je pa tvoja lepo, Miha jo ima še tako spravljeno, nekako en tak žokec, super. Ja. Evo, vsak ima noter tudi en listek, na katerega napiše svoj pin. Ne. Izvoli. Listek imaš, napišeš pin. Anja, imaš kuli? Izvoli. Če ga nimaš, ti ga dam. Imam, hvala. Napišeta svoj pin. Anja, kaj, ne veš, koliko imaš pin? Čakaj malo, neko običajno vedno, ko pridem zraven tega na bankomatu. Avtomatsko. Cep. Deželak, ti ga pa celo veš. Ja. Noro, jaz mislim, da te ženo pokličeš, pa ponovno Ne, pa vprašaš, ne, koliko ne. ima pin in tako naprej. Sam dvigujem. Ok, no in imamo osebo sedaj, ki pač se mi zdi, da vsi tudi zaupamo, pa bi prosil, Katja, če kar prideš v studio, mi daš to kuverto. Evo, kuverti sta, notri sta bančni kartici. Večer. Katja bo zdaj odšla do najbližjega bankomata. Samo, Katja, izpisek samo. Samo izpisek. Dobro. Samo izpisek stanja, to je to in na Ok. koncu bomo preverili vajino premoženje. Okay. Me zanima. Ja, V redu, kdaj? gremo v akcijo. Tudi mene zanima. Vprašamo soprogo. Ok, koliko je gor? Da Adijo. vidimo, če veš, koliko je gor. Jaz definitivno vem, koliko ima minusa gor, ja. Jaz sem stavimo? čisto v minusu. No, daj povej. Jaz sem v minusu 196 evrov. Minus 196 evrov. Miha? Jaz predvidevam, da se bo plusu, ker so mi danes nakazali, sem dobil obvestilo, ampak pričakujem pa, ker sem imel mogoče pa prej v minus tam, kaj sem, 550, 560. Wow. Kaj, minusa ali plusa? Plusa 550. Ja. Zapisano? Zapisano, ok, jaz sem tudi to zapisal, tako da Katja, ti kar do najbližjega bankomata, ob koncu tele ure bomo pač
razkrili vajno premoženje. Upam, da ne zgubim. Prosim, če še razpoložljivo stanje, pa to piše že na izpisku, koliko je razpoložljivega. Okay, Moram pisati, ja. Vem to. Adijo. No, zdaj pa je čas, da v bistvu začnemo to naše soočenje, tako, kot se pač zagre in tako, kot vsako soočenje začnemo. Velikim soočenjem sta že vidva oba prisostvovala, tako da, kaj sta mi prinesla? Jaz ti lahko dam pivo, jaz sem itak za vse sodelavce prinesel. Dej pivo, kaj si pa ti prinesla? Jaz sem se pa odločila, da bom zapela eno pesem. Ne. Kako? Ok, sam ne vem, maraš to stadje. Na tolikih soočenjih sta že bila in noben mi ni nič prinesel. Državljak je prinesel pivo, jaz sem ti prinesla pa en kaki. Kaki? Ja. V redu, naj vama bo. Ok, naprej, naslednje vprašanje. Evo ga, pivo ljudje. Pivo sem dobil privoščiti, si ga tudi vi ob tejle uri. Lahko sem povedal od državljaka, ne od mene, da ne bo spet kaj narobe. Zakaj so bili starši najbolj jezni na vas in kdaj je bilo to? Najbolj jezni. Najbolj jezni. Miha. Sam da malo premislim. Za en primer tako je stopa. Na morju je bilo, se spomnim, in sicer v Kavranu. Bili smo z družbo, in nas je bilo malo preveč. In fotor je čist noro, no. Pa zakaj? Tudi mami. Zaradi česa? Ker ni bilo pospravljeno, bilo je preveč ljudi, ona dva sta presenetila in sta prišla predčasno na morje, ne? In dejansko je bilo res malo tako čudno, no, vse skupaj. Grozen otrok si bil. Kaj pa, Anja? Jaz sem v bistvu bila dosti spriten otrok, tako da nismo imeli teh težav. Mogoče sem takrat, ko sem pobegnila z vrtca, takrat je bilo dosti jeze z očetove strani. In foter je bil pa tudi jezen name, ko sem se v 3. letniku odločila, da ga bom ponavljala. Dejansko sem se odločila in sem sred leta študijskega povedala, jaz bom ponavljala. In zakaj? Ker si hočem vzeti ta čas, da zaživim, da spoznam, kdo sem. In s to idejo iskanja, samo iskanja, moj foter ni bil ful vesel, no, zaradi tega, ker me kao sponzorira. No, takrat sem začela služiti svoj denar. Se pravi, nobenega foter ni dobil, da kadi. Nobenega foter ni dobil, da pije, da je pijen. Nobenega foter ni dobil, da poskuša kakšno novo drogo. Nobenega foter ni dobil, da seksa v njegovi spalnici. Nismo tega počeli. Nič, nobenih teh stvari. Ne, ti takih škandalov v naši družini, državljaki. Jaz sem enkrat prišel pač domov, tako malo preveč, da sem popil in tako. Ja. Takrat je bilo, tudi ni bilo glih veselje. A te je tepel? Ne, ni me tepel. Nikoli te ni tepel? Rekel je, si boš zapomnil, kaj naredi alkohol in potem pač. Samo to. Ja. Koliko sta dolgočasna? Kdaj sta v življenju se najbolj zlagala? Kdaj sta se v življenju najbolj zlagala? Ja. Kakšna težka vprašanja so to? Vse ste jih navajena, vse imamo soočenja tukaj, tudi z drugimi. Sta pravimi kandidati. Se vidi, da so to prava. Da se razume, zato imate tudi taka vprašanja. Kdaj si se v življenju najbolj zlagal? Res, ne vem, ne spomnim, ne lažem, tako da ne vem, kdaj bi se v življenju najbolj zlagal. Ne lažeš? Se zihar? Ja. Nikoli se nisi zlagal? Da te ravno slučajno v nadaljevanju ujel s čim? Zdaj se res iz glave ne spomnim. Mogoče, ne vem, mogoče kakšna takšna laž, ki ni prezadela koga zelo, da je bila taka neškodljiva. Anja, si se kdaj lagala o letih? O letih, po moje, takrat, ko še nisem bila polnoletna, sem se definitivno lagala skozi. Aha. Ja, ampak mi niso verjeli, ker sem zgleda malo mlajša, že kakor sem bila. Ampak res se ne spomnim kakšne take laži. Ne, sorry, ne. Slabo ste se pripravili, spoštovani voditelj. Mi smo se kar dosti dobro pripravili. Obema se bo tole vrnilo v nadaljevanju kot bumerang, sam povem. Zdaj pa ena naloga in sicer bi bilo fajn, da predstavita vsak en fake news, to so danes jutri dobila za nalogo, o protikandidatu. Kdo bo začel? Izvoli, Anja. Z veseljem. Dame imajo prednost, to sem se naučil. Denis, si tudi pripravljen? Pripravljen. Izvoli. Torej, Miha Deželak, kandidat za župana Radia 1, je v svojih 20-ih delal v kozmetičnem salonu. Specializiral se je za področje brazilske depilacije in kot smo izvedeli iz nezanesljivih virov, mu je bil ta poklic pisan na kožo.
Čista resnica, ja. Jaz prvič, ko sem šla na brazilsko depilacijo, sem šla v salon od Mihana Deželaka in moram reči, da je ded kar fajn zrihto. Sicer malo je bolelo, ampak mi pa ni bilo treba nikoli več iti na depilacijo. No, karijera brazilskega depilatorja je trajala skoraj ves teden, dokler ni v salon pri Žabici, kjer je Deželak delal zastonj, prišla njegova zdajšnja žena, ki jo je mimogrede zaprosil kar med depilacijo. Zdaj svojim 3 otrokom in celi Sloveniji lažeta, da ste se spoznala na faksu. Zelo dobra. Fake news. Fake news. Ampak si malo zaželel, da bi bil real news, da? Ne. Mečkam pa zabavno je bilo, ful je bilo zabavno. Tako da, čestitam proti kandidatki. Zdaj pa še tvoj fake news. Ja, takole bi šlo, ne? Simpatična sovoditeljica Denis Avdićova, Anja Ramšak, je bila na Radio 1 poslana zaradi tajne naloge vlade Republike Slovenije. Pri medijskem mogocu Leo Oblaku, v radijskih krogih bolj poznanem tudi kot revnem milijonarju, je želela uveljaviti interes o nošenju enotne radijske uniforme. Pod pretvezo, da se dogovarja o višji plači, je Oblaku že predstavila belo srajco z modnim mornarskim motivom, ki naj bi jo tesno nosil sam en mesec. Oblak je bil nad oblačilom tako navdušen, da je prvo naročilo že odobril, na bližnji novoletni zabavi za sodelavce pa bo srajco na rdeči preprogi nosila prav zagovornica uniform na delovnem mestu Anja Ramšak. A je to zdaj omenalo Oblaku? Se ne vem. Se nisem vedel zdaj, za koga je ta fake news narejen. Samo 2 sta bila, ki sta nastopala. To je to. Ok, zdaj pa je čas za eno igrco. Okay. Še predtem pa oglas. Privoščite si Anjo za županjo, ki v vaš dom prinaša popolno svežino in poživljajočo energijo narave. Takšna županja imel bom tudi jaz. Sem Anja Ramšak in podpiram to sporočilo. In nadaljujemo z igrico. Spoznavamo kandidata za župana Radia 1, Anjo Ramšak in Miho Deželaka. Zdaj se gremo pa vprašanja. Poznate igrco? Sem, nisem. Ja. Poznata. Za oba isto vprašanje, odgovarjate vsak posebej. In gremo. Prvo. Sem se že napil na višini nad 1000 metrov do te mere, da sem potem sredi noči bruhal. Nisem. Sem. Kje pa je bilo to, Miha? Kredarica, Triglav. Na Kredarci, Triglav. Kako je bilo to? Bilo je tako res, mislim, jaz sem se še zdaj sramujem tega dogodka. Imel sem se pa res dober, moram priznati. Spoznal sem vremenarje gor, ki živijo na Kredarci. Ja? Spoznal sem vojake, ki tudi so ves čas v hribih. Eno ekipo, skratka, ljubiteljev Triglava, ne vem, prav svoje ime ima. In smo se imeli res dober in pil sem, problem je bil v tem, ker nisem poznal pijače, je bila neka zdravilna rožica. Zdravilna je bila zagotovo. In pač me je vrglo. Berg doktor se je reklo. Berg doktor, res je. Berg doktor je bil soden zame. Tudi voditelj današnjega soočenja je bil v tisti sobi, kjer je Deželak potem vse tisto, kar je tisti dan imel v trebuhu. In je live streamal moje smrčanje. Pokazal na tleh po polovici sobe je to bilo. Drugo vprašanje. Sem se že polnoleten na polno skregal s prijatelji ali sorodniki med igranjem Človek ne jezi se, Monopoly ali kakšne druge podobne igre? Nisem. Tudi jaz ne. Nisem. Sem že kdaj dal napitnino natakarju, ampak pol sem pa videl, da sem dal preveč in zahteval del napitnine nazaj. Zahtevala ne. Ne? Ne. Ne, nihče. Ne, ne dajte napitnin, dajte. Ne, jaz dajem. Sam se vidiš, kako je moje stanje na računu, nimam zdaj ful neke, ne. Če se odločiš, če je pač dobra večerja, daš nekaj, postiš in potem ne obžaluješ tega. Ob koncu današnjega soočenja bomo dobili prav vaše izpiske z bankomata, tako da takrat bomo videli, kako je vajino stanje. Okay. Sem že pred ostalimi spustil golobčka in se potem delal, da to nisem jaz. Absolutno sem. Kje je bilo to? Je bilo to kdaj zjutraj med tem, ko smo mi delali skupaj? Zagotovo. Ni me sram, kaj je. Jaz sem tudi že to kdaj, po mojem, naredil. Prav zdaj. To je pa težko reči kdaj, verjetno že v osnovni šoli, kaj jaz vem. Sam, spoštovani kandidat Miha Deželak, ste si kdaj mislili, da ženske tudi prdijo? Ja, v bistvu... Kaj menite o tem, da ženske na položaju potihoma prdne? Ne, što si bil v tem, da jaz si res mislil, pa ženske res nikoli nimaš občutka, da to počnejo, ne? Je bila pa ena ful dobra zgodba pri nas doma, ne?
smo imeli enega psa, ki je ful prdel. In v bistvu, kadar smo imeli obiske, so ljudje drugega gledali v obraz, kaj se dogaja. Ne? Je bil pa pes. Ja, in takrat so tudi dame zardevale. Malo čudno bi bilo, ko bomo gostili kdaj kakšnega, ne vem, eminentnega gosta v tem studiu in ga bo sprejela recimo županja, ki bo prdela, pa ne bomo vedeli, da prdi. Ne? Mislim, meni se s tem ne zdi nič kaj narobe. To so normalne fiziološke potrebe, biološke konc koncev, in vsak človek si lahko, vsi zasluži, da prdi. Je pa fajn, da greš recimo na WC. Kakšna možnost je, da prdneš, pa da mi ne vemo do 9 danes? Ne vem, odvisno, kakšna bojo vprašanja. Smrdi, kako smrdi. Sem že naročil rundo v lokalu na prijateljev račun, čeprav je bil ta prijatelj takrat pijan do te mere, da ni vedel, kaj se dogaja. Nisem. Ne. Tudi ne. Sem se že lagal, da sem samski, samo zato, da bi očaral osebo, ki mi je všeč. Nisem. Ja. Ok, radi bi slišali. Ja, neverjetno sem v svoji rani mladosti kdaj. Mislim, nisem glih zanikala, ampak nisem pa dala tudi vtisa, da sem zasedena. Aha, tudi to ne, se pravi, si odprta. Kakšen vtis danes daješ? Ne, nisem odprta. Kaj vtis dajem? Kakšen vtis danes daješ? Mislim, da dajem vtis, da mi je v življenju čisto ok. Da ti je ok. Dobro, ne vem pa, koliko vam bo zdaj ok, ker gremo zdaj na resna vprašanja in sicer vprašanja volivcev. Namreč imamo kar nekaj ljudi, ki bi radi vedeli, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Zdaj prenavljajo cesto nasproti radia, pa nimamo parkirišča in pravijo, da bo trajalo samo en mesec, ampak v bistvu mi ne verjamemo. No? In kaj boste naredila? Kdo od vaju je vsak dan pripravljen težiti izvajalcem, da pohitijo? Moram povedati, da zdaj prenavljajo cesto nasproti radia in nimamo parkirišča. Pravijo, da bo trajalo samo en mesec. Nekako mi ne verjamemo. Kaj boste naredila? Ja, jaz mislim, da vsaka dobra stvar potrebuje svoj čas. Kolegu oziroma sodelavci, ki sprašuje, kaj bova naredila v zvezi s tem, če so rekli en mesec, bomo definitivno počakali ta en mesec, drugače pa ti priporočam, da prideš v službo prej, zjutraj recimo, ko mi pridemo v 5, je vse še fraj. Ja, res je. Miha, kaj komentiraš o ta problem? Jaz enostavno sem že 20 let na tej firmi in nekako tudi malo zaupam vodstvu, oziroma ne malo, jim zaupam in vem, da bodo to uredili. Ti boš zdaj župan, ti boš mogel nekaj narediti tega, ti boš vodstvo, ti boš član vodstva. Potem bom težil izvajalcu, da mora to narediti v tistem roku, ki je predpisan. Aha, se pravi, se boš bolj potrudil kot Anja, ki zahteva od sodelavcev, da hodijo v službo tako, kot mi ob 5. Mislim, če jih moti dotična stvar, torej, da ni parkirnih mest. Zelo jih moti, ne? Ja. Mislim, to pa res. Ampak državljak je pripravljen to urediti na bolj prijeten, odločen način, ti pa prelagaš odgovornost na zaposlene. Sama nisi pripravljena narediti prav nič. Vkolikor v enem mesecu, kar sem poudarila, ne bo torej rezultat viden, kar pa če bi obljubljen ta rok, če se ne motim, je rekel, ne, sodelavec tako, potem bomo se posluževali določenih sankcij, kot so recimo, da pač ne bomo plačali izvajalcu, dokler ne naredi vsega. To je to, ne? Ja, pač Miha, je možno, da dobimo parking prej kot v enem mesecu? Pa vse je možno. Če boš izvoljen to nedeljo. Jaz bom vse naredil, da bi to uredil, zato ker problemi s parkirnim prostorom to firmo v bistvu spremljajo že ves čas, praktično tudi prej, ker smo bili na drugih lokacijah. Jaz sem od samega začetka tukaj in je bil to res ves čas problem. Ja. Tako da absolutno se zauzemam za to, da to čim prej v najmanjšem možnem času uredimo. Dobro, naslednje vprašanje ima... Mene pa zanima, katere stvari bi dodala v avtomat za prigrizke? Robert Troškar, težave ima s prigrizki. Katere stvari bi dodala v avtomat? Smuti, mislim, da so dejansko. Premalkrat gre do avtomata in karkoli prinese, ne? Ne vem, jaz bi mogoče izboljšala kavo. Torej, da bi naredila bolj konkretne kave, ne te čorbe, ki je zdaj pijemo. Robert bo ostal brez prigrizkov, očitno. Mislim, meni se zdi, da je naš avtomat kar dobro založen, bi bilo pa treba mogoče roškarja ali pa ljudi, ki so nezadovoljni s tem, kar ponuja naš avtomat, dejansko povprašati o tem, česa si želijo in upoštevati želje, torej uporabnikov. Torej, nimate pojma, kaj bi dodali kot prigrizke v avtomat? Jaz vsakič, ko grem, vedno najdem nekaj zase, zato težko sodimo. Zadovoljna s trenutnim stanjem, očitno. Miha? Ne, jaz, če govorimo o prigrizkih, bi definitivno poskrbel še za več tega, ker dejansko ljudem očitno sladkih stvari tudi malo primanjkuje, ne? Tako da bi dodal še kakšne ploščice razne takšne, da je hitro zadovoljena ta potreba, ne? Sploh recimo
v večernem času, da na hitro nekaj poješ. Ker tudi nima pojma. Pri naslednje vprašanje ima Matej. Neki naših sodelavcev prihaja v službo s čudnim telesnim vonjem. Si ima upata vidva to povedati? Se pravi, nekdo od sodelavcev smrdi. Ja. In zdaj nekomu je pač, nam je narodno povedati, da smrdiš, ne? Ni se stoširal, da ne? A kdo od vas bi bil pripravljen, se pravi, da se mi obrnemo na vaju, na enega izmed vaju, če bosta župana, da rečemo, poslušaj, Matjaž Lovše pa da on smrdi. In gresta vidva pač kot župan, gresta do Lovšeta in rečeta Lovše, tole nisem kamer, pa dan potuš, pa prid nazaj. Jaz ne bi tako direktno rekel, ampak bi pač mogoče rekel, da bi bilo fajn malo te majčke menjati, ker je pač poletje in je hitro vroče in eni se več potimo, eni se manj potimo in skratka treba je poskrbeti za to osebno higieno. In je treba te majčke menjati, se tuširati tako na lep način. Ampak problem ne bi bil rešen. Tisti dan bi pač smrdel na delovnem mestu. Tisti dan bi pa malo potrpel, če bi bilo že tako. Moram poudariti, da je prišlo že več mailov s to temo, če se spomnite. In torej pač, da je dala Nina, naša urednica, navodila, torej zamenjate majice, tuširate se vsak dan in nič ni bilo od tega. Tako da jaz mislim, da mora biti naslovnik tega problema dejansko s tem svojim problemom soočen iz oči v oči. Jaz sem to pripravljena narediti, zdaj bom to naredila brez rokavička ali z rokavičkami, to pa je stvar. Ukolikor boš izvoljena za županjo. Se pravi, ta način direkten mi je veliko bolj všeč, s tem bo dejansko problem odpravljen. Ker moraš iti dejansko do človeka, ki smrdi. Ker ljudje ne vem, če ste vedeli pri nas. Jaz bi šel isto do človeka, sem rekel, samo pač ne bi tako direktno šel, smrdiš. Kam pa pridemo, če tako... To sem rekel, jaz sem isto rekel. Pridemo do rešitve problema. Sam pač na lepši način bi povedal. Frekancija, ki nas zdaj gledate, pa poslušate in tako naprej, resnično imamo težavo s tem, da pri nas očitno na Radiu 1 ljudje smrdijo. In to je kar velika težava. Tako da, pa tukaj ne mislim na Matjaža Lovšeta, njega sem sam kar tako rekel. Čeprav je največkrat res on. Tako, zdaj pa en kratek predah. Volitve za župana Radia 1. Kralj Mešalke ali kraljica Požirka. Kdo bo postal župan Radia 1? Ste že oddali svoj glas na radio1.si? Pa smo nazaj po kratkem predahu. Dober večer še enkrat vsem tistim, ki nas ta trenutek poslušate in spremljate prvo soočenje županskih kandidatov za župana Radia 1, Anja Ramšak in Miha Dežlak sta tukaj. Dober večer. Dober večer. Ja, tako. Smo namreč pri vprašanjih volivcev, vprašanjih sodelavcev. Prej smo pač imeli vprašanje o vonju nekaterih, ker pač nimajo prijetnega vonja, težko jim je pa povedati, oziroma sodelavcem je nerodno, tisti, ki bo župan ali bo opravil to nalogo in šel, se pravi, se mi obrnemo na vas, rečemo ti, Matjaž Lovše smrdi, ti greš do Matjaža Lovšeta, poveš mu smrdiš, pet se dam stuširati, on pride nazaj. To sta oba nekako pripravljena narediti, prevzeti to breme vonja nase. Tako, ok. Lili ima še eno vprašanje. Lili, sem tajnica, zanima me, če bom dobila kakšen prispevek za potovanje, hvala. Lili bi rada dobila kakšen prispevek za potovanje. Moram povedati tudi, da smo na začetku tega soočenja kandidatoma zasegali njuni bančni kartici. Na koncu bomo seveda razkrili tudi, kakšno je stanje na izpisku. Anja pričakuje minus. Skratka, prepričana sem. A boš prispevala Lili kaj za njeno potovanje ali ne? Mislim, zadeva je taka. Sem že bila pri revnemu milijonarju enkrat, se pogajala za višjo plačo, lahko grem še enkrat in okolikor mi revni milijonar, torej kot vodja celotne te skupnosti, nameni denar, jaz dam Lili te denar. Miha? Pa Lili, jaz bom dal nekaj za potovanje. Iz svojega žepa. Mislim, lahko tudi iz svojega žepa. Vem, koliko meni ta trenutek potovanja pomenijo, ker si jih pač ne morem privoščiti. Jaz imam strašno željo, pa če ti pokriješ potovanje, ti bom jaz to dal za kakšen sendvič, ne vem, sabo, ne vem, 10 evrov bom pa dal, ne. Božena naredila, ne? Bom dal. Iz kruha nared, ne treba žeblja dati. Te čefurske sendviče, to, ko smo mi imeli. Točno svedel, kdo so otroci na ič na avtobusu. Ti so imeli sendvič narejen iz kruha. Ok, gremo naprej. Sara? Sem Sara Spleta in imam vprašanje za oba županska kandidata. Kdaj se bodo v tej naši pisarnici, pač na spletu, zrihtale kakšne zavese, ker ljudje non-stop odpirajo te žaluzije in me ful moti, ko mi sveti vse v ekran. Miha?
Ja, tukaj pa ne gre, ne morem pomagati enostavno. Mi smo odprt prostor, desk je tako zamišljen, da... Se pravi, ne boš tega rešil? Ne, tega ne bom rešil. Mislim, mene osebno tole sonce ne moti, kar ga je, ne? Jaz mislim, da je definitivno to problem problem lenobe spleta, ki se jim pač preprosto ne da ostati, da bi zaprle žaluzije takrat, ko jih nekdo odpre. Se pravi, tukaj si ravno kar zgubila oddelek, ki skrbi za spletne vsebine, da bi glasovali za te. Moramo se, vsi so sam 3. Ja, jih ni veliko, sem ravno hotel reči. Brigate. Gremo naprej. Jaz imam vprašanje za naše županske kandidate. Kaj bosta naredila za to, da bi se tržniški sestanki in sestanki nasploh v naši hiši skrajšali? Ker je to never ending story, iz dneva v dan, mlatenje prazne slame. Naše delo pa je prodaja. Kar izvoli. To je oddelek trženja. Tako, ravno ta prazna slama je pri vas problem, skozi neki govorite. Treba je zadeve povedati v enem stavku, biti jasen, odločen in tega vam primanjkuje. Se pravi, tega ne boš. Tudi tega same sem zgubila, ampak je prav vse. Ja, jaz bi pa tako rešil zadevo. Ne? Jaz sem tudi v mojem programu napisal, ne, da je potrebno podaljšati čas malice in se pravi najdaljšega odmora. In sestanek se absolutno lahko zavleče v zmanjkalo časa bo za sestanke, če bo malce daljša. Tako. Bojo sestanki avtomatsko zelo dobro. Lahko pa seveda tudi medtem, ko jejo, še debatirajo, če imajo voljo. Tako. Lahko pa grejo ven iz te debate. In še zadnje vprašanje. Torej, jaz mislim, da je zelo pomembno, da kandidata povesta, ker je situacija res nevzdržna, kako bi one dva dosegla, da bi ljudje bili srečni in imeli 10% nižje plače v naši firmi. To je bilo tako zelo pomembna stvar. Ja, to se pa ne da urediti. A spoznata sodelavca? Brez skrbi, da ga. Revni milijonar. Njega zanima, kako. 10% manjše plače. Pa da bi bili srečni. Mogoče bi lahko ta primanjkljaj, torej minus 10% plače, revni milijonar, recimo nam dal kakšne sponzorske avtomobile, cunje, mogoče kakšne zrihtal, kakšne kompenzacije, večerje. Ampak to za vse, to je težko za vse. Veš, koliko je sodelavcev na tej firmi? Jaz nisem za to. Ne. Mislim, da je to res težko narediti. Moj glas je tako izgubila. Jaz si bom že, daj mi ti denar, jaz bom vse cune sam komu. Ljudem je res to vprašanje je bilo, kako to narediti, a ne? Ja, ne vem kako, ampak jaz pač nisem za to. Jaz bi šel mogoče razmišljati malo izven tega konteksta. Ne? Pač denar je, s tem se pač plačuje in to je nujno zlo in ljudje bojo znoreli, če jim boš znižal denar. Ne? Ampak bi pa poskrbel za kakšen team building, enega sem tudi že organiziral, ker smo šli na bowling, ker smo smeli vsi fajn. Tukaj gre za plače, on pravi za plače, 10%. Jaz imam sicer rešitev, zdaj ne vem, govorim, da bi srečo druge iskali. Ne vem, zakaj se nihče ni spomnil. Če bi članom uprave zmanjšal plače za 2%, bi avtomatsko na ravni cele firme med sodelavci prešparal verjetno teh 10%. Vidiš, ti bi bil bolj idealen kandidat za župana Radia 1. To ne, lahko pa prideš v moj štab, pa se ukvarjaš s financami. Ne bi, ker sem tukaj pač voditelj. Ok, zdaj pa smo prišli tudi do enega dogodka, ki pa morda za vaju dva ne bo toliko prijeten. Jaz sem vaju prej lepo vprašal, če sta se kdaj zlagala, oba sta rekla, da ne. Vam dam še eno priložnost, pomislite, ali sta se kdaj zlagala ali se nikoli nista zlagala. Pa se sem že prej rekel, če je bila kakšna manjša neškodljiva laž, da možno se pa ne spomnim. Manjša neškodljiva? Jaz se ful ne spomnim, res ne. Težko se, ne vem. Dolgo smo že na svetu. Ne? No, pa se soočimo s tem, ker vidim, da se nekaj pripravlja, da vidiva, v čem so se zlagala. Da ne bomo čakali. Ja. Res ne spomnim, meni je zelo žal. Soočenje na Radiu 1 med županskima kandidatoma Anjo Ramšak in Miho Deželakom. Dober večer tudi v mojem imenu. Dober večer. Imate še vedno čas, da glasujete, kdo bo postal prvi župan Radia 1. To storite na spletni strani radio1.si. Kliknete ali pod številko 1 za Miho Deželaka ali pod številko 2 za Anjo Ramšak. V ponedeljek zjutraj bomo dobili prvega župana. To je zelo velika stvar pri nas na Radiu 1, tako da vas nagovarjamo in prosimo, če se tudi vi odločite za enega izmed njiju. Morda pa bo tole soočenje marsikomu izmed vas pomagalo. Prej smo vaju vprašali, ali se je kdo izmed vaju že kdaj zlagal. Rekla sta, da se ne spomnita. Da se ne spomniva. Tukaj sta klasična politika. Miha, se zagotovo ne spomniš? Ne.
Nič ti ne pade na pamet. Mi ne, pade. Res ne, no, iskreno, ne vem. Ne vem, v katero smer ne razmišljam. Morda ti bo pomagal nekdo, ki bo vstopil v studio. Pa naj pomaga. Miha. Ti kaj pomaga? Kdo je to? Poznata se, ne? Poznaš to osebo? Pa to je moj, Kaj je tvoj? Drugače je on snemalec, tudi vodja video ekipe, ampak midva imamo en tak poseben odnos, ne? Poseben odnos, Oki pravljica, bi mene lahko enkrat odpeljal v pravljica, kamor si jaz nekako želim. Odpeljal te pa je, ja. In res. A ti ta skironi ne znam? Tomorrowland. Ja, Tomorrowland je tisto, ampak zdaj govorimo o tem, a ti ta skironi ne znam. Še kar zatrjuje laž, a je tako? Še kar pravi, da... Res se ne spomnim, kaj je fora tega skiroja. Miha. Res se ne spomnim. Jaz mislim, da je fair zdaj v teh predvolilnih dvobojih. Pa tudi poslušalci zvejo, da tist maraton 21 km, ne? Kaj si rekel, da si ga prelaupal? Ne, ni res. Niti mal nisem bil na skiroju, to pa ne drži, Oki. Ne, moj prijatelj pa takole, kakšna je bil s tabo na maratonu? Ja, on mi je dal... dal ti je? Kamerico mi je dal v roke uno tam malo, da sem posnel med potjo. Ampak jaz nisem niti enega kilometra bil na nobenem skiroju. Nakratko. Res ne. Jaz sem ga res kamero počakal na 10 km. Ja? Tam mene 2 km kasneje so se zmenili, da mi vrne kamero. Jaz sem skirojem tja prišel, ker je Ljubljana zelo zaprta za avti. Ja. No in on je rekel, da je zelo zmatran, pa je rekel, mi da skiro, pa sem jaz rekel, a se zafrkavaš, rekel, ni panike. To pa ni res. Pa je vzel skiro in se odpeljal. Meni najprej ni bilo nič jasen. Ne, to žal ni res. Pa sem pa z avtom ga lovil in mi je tam nekje prtivoli in mi ga dal nazaj. Mislim, da je tam mene okoli 5-6 km. Jaz sem prepričan, da bi vsak, ki je bil na maratonu, tudi te, ki so bili ob cesti, mislim, absolutno potrdil to, da sem jaz vse čas tekel. Meni je iskreno žal, kad on sem cel dan klical prijatelja, da bi dobil tisto sliko, ki te je sliko skrbel. No, nimaš nobenih dokazov. Jaz bi tako rekel, Oki, no. Jaz si celo upam trditi, da sem res vse čas tekel. Samo ustavil sem se samo tam, kjer je bil voda, pa banane za jesti. Miha, mi smo gledali malo posnetke na maratonu, je teklo 20,000 ljudi na tvojih posnetkih, jih je videti največ 5. Jaz sem bil bolj takrat, ko sem snemal zase, ne, na skiroju. Mislim, takrat jih je bilo manj že, ker sem bolj počas tekel. Ampak vse čas sem tekel in nisem tega zgodilo. Meni se zdi to nezaslišano. Pa če ni, a mi ne verjameš, da sem res pretekel 21 km že drugič ljudje. In nisem niti hodil. Minus 5 km. Sem bil že tako zelo utrujen, da sem pomislil, sam en impuls sem dal možganom, sam teč, ne se ustavlja, sam teč. In jaz res nisem bil na skiroju in to ni res. Tisti dan je bil rdeči alarm napovedan za Ljubljano, dež, na tvojih posnetkih ni niti kapljice. Je držval, jaz sem bil mokr, ljudje. Ni videti, ti si filmček je objavljen, Miha. Zdaj pa govoriš nekaj... Predno mi je dal kamero in celo padali in še pol. Pol pa, ker ti je dal kamero, se pa kar nehal, ne? In ti si se tam nekje mal... Slučajno tista 2 km ni dežval. Ampak to je... 5 jih je bilo. Ne, čak, tole pa ne bo šlo kar tako mimo, no. Jaz sem pretekel 21 km in tega pa ne morem, mislim, to pa mi duša ne da, srce mi ne da, da bi me kdorkoli tukaj na tak način. Oki, povej po pravici, to res ni, to je brez veze, no. A je Oki glihar nehal biti pravljica, a? Ne, Oki je pravljica zame še vedno, ampak vse vem, da je to nezaslišano, res kaj je tazga, no. Jaz drugič sem že pretekel 21 km, jaz sem se res ljudje mogel potruditi, meni to ni toliko lahko bilo, kot si marsikdo mislil. In res nisem niti v momentu, niti pomislil, da bi kdaj golfal, ker v bistvu golfaš samega sebe in tega jaz ne bi delal. Miha, v redu, Miha, to očitno ne bo priznal. Oskar, hvala. Hvala lepa. Anja, ti pa se tudi nisi še nič zlagala do zdaj. Ne, da se nisem zlagala, definitivno sem se, ampak se ne spomnim oziroma ne vem, kam ciljaš. Trdiš, da si samska, mi imamo pa tvojega fanta na telefonu, Anja. Resno, slišam. Dobro večer. Ja, lep dobro večer, Anči živja. Živijo, Rado? Anči. No, vidiš, poznaš ime, takoj si spoznala ime. Ta glas pa prepoznaš vedno. Kako me ne bo spoznala, včeraj sem doživela en lep večer in krasen večer. In danes imam zelo tako utrujen glas, moram reči,
ker imam cel dan že predvolilni mavk in Anči, moram te hvaliti, včeraj si mi res polepšala, večer so tvojala kolegico, ker sem se zmeri, zdaj tukaj, zdaj ti jo pozdravim, če ste nas. Kako ti zime? Anči je telefon, Anči. Ok, jaz ne vem, kaj se dogaja. Rado? Anči, super si bila včeraj. A danes ponovimo, a ne? Kdo pa je na tej strani? Ne deli se, no? Špelca. Kdo? Špelca. Špelca, živijo Špelca. Meni je zelo žal. Mislim, Rado, tebe poznam, Špelca žal ne poznam. Ja, včeraj si se zelo boks poznavali. Ne. Jaz mislim, gre definitivno za zavajanje naših dragih voljivcev in umazano igro našega protikandidata. Ne vem, Deželak, če je to slučajno tvoje maslo. Zelo nepoštena umazana igra. Veš, da jaz ne bi tega naredil. Lahko gospod pove. Ne bodi tipičen politik in ne meci ljudem peska v oči. Poglejmo, da zrimo se resnici v oči. Povej, kako je bilo včeraj, luštenje je bilo, ekstra so bila, moram reči, da so bilo obedve ekstra in večkrat jo lahko prepeleš zdravo. Rado, čas je, da nehaš pit ali karkoli pač že delaš, ker to nisem bila jaz. Nam sam poveš, kdaj je bilo prvič? A te je ona kontaktirala? V bistvu je ona me najprej začela tole slike pošiljati svoje in potem se je z tega razvijala, pač so bile res pravilno oblečene, slečene pravzaprav in se pa prekutile. Pole pa je ena žurka in mislim, da glih po tisti žurki je ona prišla rahlo okajena, pol tudi v studio. To je pa res, ja. Ok. Zakaj smo pa šele danes zvedeli? Ja, mislim, danes zvedeli. Se to sem že večkrat ponovil, se to sem že večkrat povedal, ne. Ampak ne vem, zakaj ona to taji. Anja, zakaj tajiš? Zato, ker definitivno ni res, Rado. Še vedno taji, Rado. Ker baje ženske, ki so s tabo, baje se ženske, ki so s tabo to zapomnejo, jaz se nečesar nisem spomnila in se ne spomnim. Tako da ne more držati. Tu, če sem z ne vem, kjer je po promenade prišla, ni šan za sada skupaj. To bi ostalo v meni. Denis, a je prišla se jutri mal z razširjenim korakom v studio? Mal je bilo tako, ja. To je popolnoma nesramno, res. Razumemo, zakaj, o čem govorimo, ne? To je laž. Laž. Dobro se spomniš. In danes se dobimo na isti lokaciji, ista trojka. Ne vem, pokliči, ne vem, mogoče Anjo Rupel, mogoče bo ona za, ne vem. Jaz definitivno nisem prisotna bila nikoli v tej igri trojčkov. Zdaj pa, ker si šla v politiko, pa nočeš priznati tega, tako zdaj. Definitivno ne priznavam tega. Slovenija, draga javnost, nikoli in nikdaj. Dobro, jaz bom prepustil volivcem, naj se sami odločijo, kaj je resnica, kaj ne. Rado, hvala. Pa da me ne bi več na cesti pozdravljal. Lep pozdrav v Nemčijo. Volite Anjo, obvezno volite Anjo in če jo boste izvolili, bom dal vse njene gole fotke na internet. Če zmaga, Anja boš dal vse njene gole fotke na internet. In filmčke. In filmčke. Ko mi čakam, da se vidim, res. Rado, vse dobro. Čau. Čau. Ja, Miha. Ne vem, igra se šele zdaj zaostruje, se opravičujem, dragi kandidat, ker vas prekinem, ampak to je nezaslišano. Nezaslišano so te novice, te klici Rada Muleja, mislim, a je on sploh verodostojen človek. Ja. Jaz še od tega skiroja nisem k sebi prišel. Ne vem, takoj si ga prepoznala po glasu, da je skirojem prevoz za 5 km na maratonu. Pa stari prepoznala bi ga ob 2 po noč. A ja, no sej, se pravi, da si... Kaj? Ja, ne moreš prepoznati, če nekoga ne poznaš toliko dobro, Denis, ti bi ga prepoznal. Je res? Ok, naj zdaj povemo, da nič od tega ni res. Ja, hoteli smo sam preveriti, kako se kandidata znajdeta v kriznih situacijah. Jaz sem ful razburjena, jaz rabim pauzo zdaj. Ni pauze zdaj. Zdaj smo že na koncu, obljubili smo ven, da bomo razkrili vajino stanje. Premoženjsko stanje. Zdaj bomo dobili v studio kuverte, Katja je že prišla nazaj z bankomata in ja, kuverti sta že tukaj, tako da pogledamo, kakšno je vajino stanje. Anja je rekla, da tebe pa jaz sem skoraj 200 minusa. Sploh zanima, koliko imaš. Mislim, sploh zanima. 196 si rekla, mislim, da si v minusu. Ja. Minus 196. Evo, izvoli. Hvala. Anja Ramšak je v minusu
196,16 €. Bravo. Tukaj razpoložljivo imaš, Anja, še 103,84 €. Dovolj, da častiš rundo po tem soočenju, pa ne vemo, kaj bo. Bova z Deželakom šla sama. Z veseljem, ne? Ok, to je Deželakov listek. Ok. Izvoli, ti dam kar izpisek. Evo, Anja, evo, Deželak, to je pa tvoj, to je pa zdaj tvoj. Ti si pa rekel, da imaš pa 550 € plusa, ker si dobil neko nakazilo. Ja, danes sem dobil en del denarja, ja. Pol ti je nekdo spizdal kar velik denarja, ker si v plusu 25,59 €. Oh my god. 25 € si v plusu, Miha. No. Razpoložljivo stanje je pa 325 €. Toliko imaš pa še razpoložljivega. Ti daš lahko Anja, boš ti častila. Čakaj, ti imaš več denarja. Ja, no, Anja je v minusu 196, ti si pa v plusu 25. Se pravi, ti imaš 200 € več kot ona. Kaj pa če bi ti častil? Ker tole revšno najno, jaz mislim, da... Bom jaz častil, zmenim. Drage poslušalke, dragi poslušalci, kandidata sta povedala svoje zadnjo besedo, pa boste kot vedno imeli vi. Volišča Radia 1 bodo odprta do petka, 16. novembra, nov župan pa bo znan v ponedeljek ob 7. uri zjutraj. Hvala za vašo pozornost in tudi kandidatoma, da sta se odzvala našemu vabilu, da sta prišla. V resnici pač nista imela druge izbere, ker pač tukaj delata in morata prideti. In to je to. Skratka, glasujete še vedno na radio1.si. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala in lep večer v mojem imenu. Hvala za vse glasove. Noben pa ni pozval, da lahko še vedno glasujete. Še vedno definitivno lahko glasujete na naši spletni strani in saj veste, dragi volivci, kaj je prava rešitev in izbira za vas številka 2. Dvojko obkrožite, če vam Jane všeč. Volitve za župana Radia 1, kralj Mešalke ali kraljica Požirka. Kdo bo postal župan Radia 1? Ste že oddali svoj glas na radio1.si? Ne. Žal vam ne morem zrihtati in zgraditi hitre ceste na Koroško. Kepica sladoleda bo še vedno več kot 300 nekdanjih slovenskih tolarjev. Če boste vi skuhali nedeljsko kosilo, to še vedno pomeni, da boste morali vi pomiti posodo za tem. Še naprej boste v službi naleteli na dolgočasne face, ki vam sem pa tja spijejo kri. Isto bo z vašimi otroki, še vedno bojo, seveda sem pa tja, naporni, da o vaših partnerjih in partnerkah sploh ne zgubljam besed. Ampak, kot županja najbolj poslušanega radia v Sloveniji vam zagotavljam, da boste vsaj za tisti del dneva, ko boste prižgali Radio 1, pozabili na vse probleme, se nasmejali, narežali, zaplesali, zapeli in kar je najbolj pomembno, šli v nov dan z nasmehom na obrazu. Številka 2. Za vaš glas gre. Če ste za ekstremne zgodbe, pol obkrožite mene, Deželaka, Enko in bomo gobarili, ekstremno gobarjenje se bomo šli. Vsak dan bom šel v bistvu v eno regijo, čisto v vse regije pridem. Ampak preden mi začnete okoljevarstveniki zdaj groziti pa maile pošiljati, ne bomo iztrebali gobe. V bistvu se bomo šli sam foto na tečaj za najbolj fotogenično gobo. Če bi šli torej z mano, z Deželakom po gobe, obkrožite mene, podprite me in bomo šli vsi skup po gobe. Končno volitve, ki nekaj štejejo. Volitve za župana Radia 1. Čakaš, da rečem? Veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj, Denis Audić Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram, polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj prav, polajkaj pa poslušaj.